Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. 4-dnevna republikanska konvencija je končana. Donald Trump je tudi uradno nominiran za predsedniškega kandidata strani republikancev, potem ko je pred nekaj dnevi doživel poskus atentata, seveda podobe teh prizorov iz Pensilvanije so nekako preplavile celoten svet. Trump je preživel na čudežen način in to je tudi včeraj v svojem govoru izpostavil, namreč, da se mu je nasmehnila božja sreča, da je samo Bog poskrbel za to, da je še vedno živ in pa da bodo gladko zmagali na novembrskih predsedniških volitvah in da so pred ZDA 4 najboljša leta v njeni zgodovini. To je kratek povzetek tega govora, ampak seveda o ozadju poskusa atentata, o tem, kaj demokrati še lahko storijo, ali bodo res umaknili Joea Bidena, ali kdo lahko še prepreči zmago Donalda Trumpa, kako lahko demokrati morda z uličnim nasiljem še k temu pripomorejo, pa seveda o osebnih izkušnjah njegovih popotovanj, predavanj in študiranja v ZDA z nocojšnjim gostom, zelo zanimivim sogovornikom. To je dr. Bogomil Ferfila, politolog, obramboslovec, vrsto let tudi predavatelj ameriških in svetovnih študij na Fakulteti za družbene vede, zdaj predavatelj na Novi univerzi. Lepo pozdravljeni. Dobro večer. Torej, gospod Ferfila, najprej seveda vprašanje za vas, kar se tiče študija, ki ste ga imeli vrsto let. Zelo zanimiv je bil, ne? Zakaj ga ni več? Ja, moram reči, da so te ameriške svetovne, potem sem dodal še, bi rekel, ključni evropski fokus, to je nemške študije, je bil izredno popularen študij. Imel sem ogromno število podiplomskih študentov. Moram reči, da je izgleda to potem tudi malce zmotilo vodstvo FDV-ja in so se potem odločili, da študij ukinejo, spravo ukinili so najmnožičnejši študij in potem sem pravzaprav tudi jaz počas sprevidel, da so moja leta poučevanja na Fakulteti za družbene vede končana, no in potem sem, bi rekel, zamenjal delodajalca in sem sedaj na Fakulteti za evropske in družbene študije v Kranju in pa na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Zakaj po vaše študente so ameriške študije tako zanimale? Zdaj, dejstvo seveda je, da Amerika je, bi rekel, glavna supersila, danes neomajno, predvsem na vojaškem področju, na trgovskem področju, ekonomskem področju, bi rekel, ji zelo piha v hrbet Kitajska. Druga stvar pa je seveda ta, da sem imel študij izredno privlačno narejen. Imel sem kup predavateljev iz Amerike, Kanade, Japonske, imel sem kup, bi rekel, ekspedicij oziroma ekskurzij v Ameriko, Kanado, Japonsko, tako da vse to je bil en tak miks, ki je bil nov, svež, seveda mednarodno izjedno, bogato podprt, naporen, dejansko sem bil skoraj da turistični vodnik, ne, vendar študentem bilo to všeč in seveda meni so bila pa ta leta, bi rekel, in potovanja in druženja študenti, tujimi profesorji, torej tudi ena taka izjemna življenjska izkušnja. Torej, gospod Ferfila, preden se dotakne vseh teh vprašanj, ki sem jih naznanil v uvodu, kdaj ste bili vi prvič v Združenih državah Amerike, še preden ste tam študiral in kasneje bil predavatelj, ste bil učitelj jahanja? Kako je to šlo? Ja, v 70 letih pravzaprav, ko sem začel študirati, sem začel tudi, bi rekel, bolj ali manj intenzivno potovati. Res, da sem imel potem v 80-ih malce premora, ampak v 70 letih in potem od 90 let naprej držim, bi rekel, to prakso 5 držav na leto. Res, da so se nekatere ponavljale kot ZDA, Kanada, Japonska, ampak v ZDA sem potem prvič prišel leta 1972 in sicer sem učil, takrat so bili, oziroma so še danes, je to ena izmed zelo lepih stvari Amerike, so te poletni kempi, kamor starši
poleti pošiljajo svoje otroke, da imajo počitnice. No in jaz sem v enem takem zelo uglednem kempu ob Velikem jezeru v Alabami učil jahanje in to je bila dogodek in za mene in seveda tudi za otroke, ki sem jih učil verjetno. Ja, vi ste počeli v mladosti marsikaj. Bil ste celo dvakratni prvak v dviganju uteži. Ja, no, nekako sem rekel, zdaj čas je, da bi morda tudi v športu dobil kakšno kolajno in potem mi je nekako prišlo, da dviganje uteži mi je bil šport, ki mi je blizu, ni bilo tudi take strahovite konkurence, ne v Sloveniji, ne v Jugoslaviji, tako da, potem sem 5 let sem to treniral, vendar potem s začetkom univerze sem seveda začel pretiravati na drugih področjih. Vzporedno sem študiral 3-4 fakultete, tako da seveda ni bilo več časa za dviganje uteži. No, delali ste postdoktorski študij v Združenih državah Amerike, potem tam bil predavatelj. Kje vse ste delovali v ZDA? No, drugače učil sem v Pittsburghu, kjer sem bil tudi na enoletnem doktorskem študiju, potem sem predaval v Clevelandu, torej tam, kjer je tudi velika slovenska skupnost, potem sem bil nekaj let, sem vsako poletje deloma sam, deloma s študenti preživel na Državni univerzi Washington zraven Seattla. Drugače sem pa preostalo Ameriko sem pa obkrožil na teh potovanjih, bodisi z avtobusom, Greyhoundom, bodisi lahko dobiš še danes letalsko karto, približno 20 letalskih družb, ki pokrivajo Amerike in potem imaš neomejene lete po Ameriki. Spomnim se naprimer nekaj z avtobusom, ker nisem imel kaj za početi, pa denarja nisem imel, nisem šel iz avtobusa teden dni. Sem se samo vozil gor pa dol po Ameriki, no po tednu dni sem pa, bi rekel, zapustil avtobus. Pravite, da potujete še zdaj 5-krat na leto. Kje pravzaprav najdete čas in a je to vaša strast? Vi potujete sam, čeprav, če se ne motim, ste ravno pred nekaj dnevi prišli iz Mongolije. Ja, torej dejansko za časa, ko sem imel te ameriške in svetovne študije, je bilo teh 10 let, ko so mi družbo delali študentje, drugače pa dosti potujem sam, kakšnega se priključim kakšni skupini. Je pa res, da moram priznati, z vsake države ali pa skupine držav napišem knjigo. No, imam zbirko Svet na dlani, v kateri je šlo približno 90 knjig, v nekaterih knjigah je obdelanih več držav, tako da praktično moram reči, da mi torej vse glavne države so analizirane, obdelane z politološkega, ekonomskega, sociološkega. To je material za študente, ne? Tudi za študente pri predmetih, ki jih predavam in morda, če ne bi pisal teh knjig, ne bi toliko potoval, to moram priznati. Ampak, ker je oboje zanimivo, torej se to nekako vleče. Kaj boste napisali v knjigi o Mongoliji? Kakšna je Mongolija? Dve stvari sta takšni, ki jih srečaš na vsakem koraku. Obe lepi, prva so konji, črede konj, ki prosto dirkajo po stepah. Družbo in sicer delajo tudi kamele, koze, ovce, krave. In druga stvar so te čudovite koničaste, kupolaste, bele jurte, kjer ti nomadski pastirji, ki se ukvarjajo z konjerejo, govedorejo, prebivajo, jih 2-krat na leto podrejo in se premaknejo na poletne oziroma zimske pašnike. In zdaj nam boste povedali še, kakšne so Združene države Amerike. Zdaj vedno so neke države tradicionalno obarvane v modro, demokratsko barvo, nekatere v rdečo, republikansko. Kako je Amerika razdeljena? Kako to razložiti laiku? Ja, lahko rečemo, da je ves ta osrednji del Amerike, kjer so stepe, puščave, planine, v celoti obarvan rdeče, vendar rdeča je republikanska barva. Potem pa imaš, bi rekel, zlasti na zahodu, v Kaliforniji, pa zlasti na skrajnem vzhodu, kjer so predvsem mesta, imaš pa prevlado v mestih, pa prevladujejo demokrati.
Čeprav seveda je treba zlasti pri demokratski stranki povedati, da se je iz nekdanje stranke delavcev, morda tudi kmetov, prelevila predvsem v stranko intelektualcev, tudi podjetnikov. Naprimer Trumpa do nedavnega, ali morda še sedaj, ni podprl niti eden od direktorjev 500 podjetij Fortune 500. Se pravi, tudi menedžerji so vsi pravzaprav podporniki in seveda tudi donatorji demokratske stranke, ki ima za to tudi mnogo več denarja, medtem ko Trump dejansko je svojo stranko v veliki meri usmeril na nižje sloje, na delavski razred, na kmete, tako da bi rekel, ta notranjost, podeželska notranjost ZDA je v celoti republikanska. Ja, marsikdo je že ob prvi njegovi izvolitvi rekel, ta tiha, nezadovoljna večina, tradicionalni Američani šel na volitve. Zdaj, mnogo let kasneje, 8 let kasneje, pravzaprav po tem vladanju Joea Bidena je Donald Trump resen kandidat, da znova zmaga. Dajva se najprej vprašati, v kolikšni meri bo po vaše poskus atentata pred dnevi nanj vplival? Bi tudi brez tega atentata bil Donald Trump favorit za zmago? Torej, po atentatu se je njegovo vodstvo pravzaprav v vseh državah povečalo. Vendar moramo reči, da to vodstvo ni 20-30%, ampak je tam ostalo nekje na 5-10%. Sigurno je atentat pripomogel k njegovi popularnosti, seveda tudi v veliki meri, ko je pokazal izjemno fizično in psihično trdnost. Torej njegova reakcija. Njegova reakcija, torej ta ikonična slika, ko sredi agentov okrvavljen dviga roko, poziva na boj, nad njim plapola ameriška zastava, je seveda, bi rekel, neko izjemno propagandno orožje. Bo šla v vse učbenike, verjetno. Bo prišla v vse učbenike o novejši ameriški zgodovini. Je pa seveda drugo vprašanje, ki kaže na nesposobnost demokratske vladavine, da zaščiti predsedniškega kandidata. Se pravi, varnostna služba je tukaj v celoti končala. Tudi tle na sliki, ko vidimo agentko, v redu, da je tudi ženska prisotna pri varovanju, vendar ta agentka je tako majhna, da Trumpa pokriva nekje do njegovega prsnega koša. Zbravi, celoten zgornji del je bil pravzaprav nezavarovan. Praviloma mora agenta s svojimi telesi ščititi Trumpa. Se pravi, tu je prišlo do ene velike šlamastike, ki si jo seveda Amerika in varnostna služba ZDA ne bi smela privoščiti. Trump pa je tu dokazal, seveda diametralno nasprotno od problemov, ki jih ima sedanji predsednik Joe Biden, ki mentalno, fizično peša, ki večino časa preživi v svojem domu, je Trump torej pokazal izredno psihično in fizično trdnost in bi rekel sposobnost. No, saj socialna mreža so preplavili posnetki, kako Trump v trenutku, ko je sprožen strel, obrne glavo. In to se zaveda tudi sam Trump. Včeraj je imel govor, težko pričakovan govor na tej 4-dnevni republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju. In kot sva že povedala v uvodu, večkrat je omenjal Boga. Tega ga še nismo slišali omenjati. Je to načrtno, je doživel, razsvetljenje, ker je bil tako blizu smrti? Torej, jaz bi rekel oboje. Jaz mislim, da morda je za njem prišlo, po bliskoviti reakciji, po streljanju, verjetno potem po dnevu, dveh, je pravzaprav pri njem prišlo to zavedanje, kako blizu je bil pravzaprav smrti, nekaj, kar ti bo seveda ostalo za preostanek življenja. Rekel bi, da je ta preobrazba, in v govoru, treba je pa omeniti tudi preobrazbo v sami platformi, v samem programu republikanske stranke, ki ga je ta izdala na tej republikanski konvenciji. Ta program je mnogo bolj, bi rekel, umirjen,
mnogo bolj privlačen, mnogo bolj sredinski. Pravijo tudi, da je Trump povsem na novo spisal svoj govor. Ne? Tako je, ne? Se pravi, Trump je tudi in platformo in govor spremenil, in sicer v kakšnem smislu. Lejte, republikanska stranka ne zavrača več istospolnih porok. Do sedaj jih je. Druga stvar, ni postavila eksplicitnega stališča do splava, ampak je to prepustila v odločanje posameznih državah. Tretja stvar je, pri čemer je ostala trdna, je izgon milijonov nedokumentiranih priseljencev. In to je bilo včeraj v govoru, da so ZDA tarča posmeha, da udirajo ljudi. Tako, ne, in to tudi krivi, torej Biden je odgovoren za približno 10 milijonov ilegalnih priseljencev. Se pravi, imamo celo v ZDA, ki je simbol nekih nepropustnih meja, neke vladavine zakona, recimo, ne, imamo podobno šlamastiko kot v Evropi. Ne. Imigranti se sprehajajo in mnogokrat povzročajo probleme. No, četrta takšna bistvena točka, ki jo morda pri nas teže razumemo, je, da republikanska stranka se zavzema za odpravo oddelka za izobraževanje na federalnem nivoju. Zakaj? Zato, ker je izobraževanje stvar posameznih držav in republikanska stranka pač smatra, da je to nepotrebna birokracija na zvezdnem nivoju, ker je to prepuščeno posameznim državam. Zdaj, republikanci so ves čas te konvencije ponavljali, ta dogodek nas je poenotil. Ne? Zdaj smo vsi za Donaldom Trumpom. Predtem ni bilo čisto tako, ne? No, Donald Trump je počasi gradil to svojo prevlado republikanske stranke, čeprav seveda v teh primarnih volitvah je imel kar nekaj protikandidatov. Najmočnejša protikandidatka, ki je praktično vztrajala do konca, je bila Nikki Haley, tudi članica njegove prejšnje vlade. Trump je od začetka tudi imenoval zaradi tega izdajalka, in tudi tu je Trump pokazal drug obraz. On jo je potem, bi rekel, na samem koncu povabil, da ima govor na konvenciji, česar prej ni bilo mišljeno, in se pravi, Trump je pokazal mnogo bolj spravljiv, mnogo bolj vseobsegajoč pristop. J.D. Vance, njegov kandidat za ameriškega podpredsednika, pred leti Trump je ameriška sramota, on je ameriški Hitler, zdaj je njegov podpredsedniški kandidat. Kako? Ja, veste, to je pač ta, bi rekel, tekma v medstrankarskem oziroma znotraj strankarskem konkurenčnem boju, kjer se pogosto ne izbirajo izrazi. Je pa Trump tudi z izbiro Vancea pokazal spet modrost. Vance je 40 let mlajši, smatrajo, da je morda tako pokazal, da bi bil on lahko morda tudi njegov naslednik. Senator izhaja po tem, ko se konča predsedniški oziroma podpredsedniški mandat. Plus Vancea je seveda to, da prihaja iz tega industrijskega depresivnega območja ZDA, ki je zelo pomembno za glasovanje, torej za pridobivanje podpore. In pa druga prednost Vancea je to, da je torej tudi intelektualec, napisal knjigo in ima dobre povezave z Silikonsko dolino, se pravi, je tipičen predstavnik Amerike obrnjene v prihodnost. In to je, bi rekel, spet tisti plus, ki ga je Vance prinesel v Trumpovo kampanjo. Medtem ko se Trump zdaj pojavlja povsod, če ne on pa tele zgodovinske fotografije, se je Joe Biden umaknil povsem, ne? Zbolel je za covidom. Kako gledate na to? No, ta covid je sicer, mislim, da je že tretjič zbolel, torej ni bistveno vpliva, ampak dejstvo je, da je bilo njegovo kampanja mnogo bolj skromna kot Trumpova, čeprav so seveda sodni procesi močno skrajšali Trumpovo kampanjo. Torej, dejstvo je, da je med tem atentatom, po tem atentatu znotraj demokratske stranke prišlo do določenega premirja glede Joe Bidena, da so te pozivi k njegovemu odstopu majčkeno zamrli, ampak zdajle, torej 2-3 dni po atentatu, so se spet obnovili, torej ključni demokratski, od Nancy Pelosi do Šika iz Kalifornije, torej pozivajo Bidena, da naj odstopi. Čisto zadnja novica,
torej sem zasledil, da je Biden celo deloma sprejel to možnost, da bi ga zamenjala. Torej, Rekel je, če mi dokažejo neko zdravstveno stanje, da nisem sposoben. Tudi to, ampak on seveda to zavrača, da je sposoben. Demokratska stranka je vse bolj razočarana, torej nad nekakšno njegovo narcisoidnost. Izjavil je, da je celo bolj sposoben od Trumpa. Tako je, se pravi, neka narcisoidnost, popolna nepripravljenost, da odstopi, ampak v zadnjem tem prepričevanju izgleda, da se ga je nekaj le dotaknilo in je pravzaprav dopustil morda posredno možnost, da bi ga zamenjala Kamala Harris, kar je nekje v tem pomanjkanju časa pravzaprav edina možnost, da bi ga Kamala Harris zamenjala na predsedniškem položaju, vstopila v predsedniško tekmo kot sedanji predsednik in kot predsedniški kandidat in potem torej potegnila ta demokratski voz iz teh sedanjih, torej kolikor je republikanska stranka na eni strani blazno enotna, je demokratska stranka torej vedno bolj razcepljena. En del, torej zlasti to del okoli Joe Bidena, zahteva celo predčasno glasovanje o Bidenovi kandidaturi, tako da bi Bidena potrdili za predsedniškega kandidata še pred konvencijo demokratske stranke v Chicagu, ki naj bi bila 17. avgusta, zdaj so jo premaknili na 7. avgust, se pravi, tu je en cel kup manevrov, ki kaže na to, da demokrati ne vedo, kaj početi, vendar, torej, kot sem že prej rekel, treba se zavedati, da gre za izredno močno organizacijo. Pravzaprav demokrati so zanikali te pozive, Biden ne odstopi. Zdaj uradno jih zanikajo, vsaj to smo zdaj danes slišali, da tudi Bela hiša vse skupaj zanika. Bela hiša absolutno vse zanika, ampak torej bodisi je bilo kar nekaj pozivov, bodisi javni, naprimer Nancy Pelosi, pa je to Bidenu, bi rekel, povedala privatno, vendar, torej, jaz mislim, torej odločili se bodo za strategijo, kaj in kako naprej. In treba je vedeti, da v teh preostalih 3-4 mesecih do volitev lahko pričakujemo potem, bi rekel, delovanje demokratske stranke na vseh frontah, zlasti preko svojih številnih izredno močnih medijev. No, zdaj me pa nekaj drugega zanima. Ko ste spremljali ta mandat Joe Bidena, a on res vodi to državo? Včasih se zdi, da se komaj premika, z vsem spoštovanjem, do nekdanjega tudi podpredsednika, pa vendarle se vam zdi, da z državo upravlja nekdo drug. Je to res Joe Biden? No, jaz bi rekel, da torej, več ali manj je znano, da je sposoben delati le nekaj ur dnevno. Jaz bi rekel, da večino odločitev sprejemajo člani vlade, se pravi njegovi ministri. Tukaj je treba tudi nekaj povedati. Ameriškega predsednika v skladu s 25. amandmajem lahko odstavi njegova vlada, če vsi ministri glasujejo o tem, da je on nesposoben, ali če o tem se izjasni kongres, da je predsednik nesposoben, lahko odstavijo predsednika ZDA. Tako da, se pravi, možnost odstavitve je, se pravi, lahko ga prepričujejo, lahko ga odstavijo, vendar vprašanje, če se bodo za to odločili. Trump, če bi se vrnil na oblast, bi bila drugačna zgodba, on bi vodil državo. Torej, to sigurno. Trump torej, je izredno psihično, videli smo tudi fizično sposoben o tem, da bi držal vse niti v rokah, ni nobenega dvoma. Seveda je pa tudi potem sestava vlade, je vse neka komunikacija z republikansko stranko. A veste, tu moramo nekaj vedeti, mi se tega ne zavedamo. Republikanska in demokratska stranka v ZDA funkcionirata precej drugače kot evropske stranke. Pri nas, tudi v Sloveniji, je vedno vodja stranke, potem tudi njen politični adut. V ZDA ni tako. Predsednik demokratske in republikanske stranke sploh ne vemo, kdo so. Te Biden in Trump sta predvsem njena politična aduta, ki stranko zastopata v javnosti. Medtem ko ta strankarski aparat pa deluje v ozadju bolj ali manj močno. Če se še malce vrnemo k demokratom, lahko manever s Kamalo Harris uspe? Lahko to demokratom vrne neko politično moč v bitki s Trumpom?
Zdaj, problem s Kamalo Harris, torej nekdanjo pravosodno ministrico Kalifornije in senatorko, je to, da je v javnih anketah zelo nepriljubljena. Celo v javnih anketah v soočanju s Trumpom imajo boljše rezultate, mislim, da 4 ali 5 guvernerjev demokratskih držav, vendar glede na pomankanje časa in glede na izkušnje je najbolj verjetno, da bi Kamala Harris lahko prevzela predsedniški stolček in potem kandidaturo. In a veste, nekateri avtorji pišejo, da tudi če bi demokratska stranka izbrala za svojega predsedniškega kandidata neko filmsko igralko, bi potem ta močna mašinerija demokratske stranke lahko tudi zmagala. Se pravi, to je treba, kljub sedanjemu, bi rekel, navdušenju in prepričanju, da Trump vodi, je previdnost in, bi rekel, zaupanje v to, da je stvar dokončana, je napačna. Torej, v teh 3-4 mesecih sem prepričan, da bomo deležni torej nekega ofenzivnega delovanja demokratske stranke. Prvič, preko medijev obvladujejo ključne ameriške medije, od televizijskih do New York Timesa, lahko pa se poslužijo tudi, torej kar je bila taktika pred 4 leti, nekega izbruha nasilja, levičarskega nasilja, spodbujenega z delovanjem nevladnih organizacij, ki so vse financirane z denarjem demokratskih milijonarjev. Ja, pred 4 leti govorite o tudi gibanju Black Lives Matter, ne? Ja, torej treba je vedeti, da v celotnem obdobju Trumpovega predsedovanja so te levičarske teroristične organizacije, kot je bila Antifa, kot je Črna življenja štejejo, več ali manj povzročala nemire. Tik pred volitvami leta 2020 pa so pravzaprav razbile približno v 20 glavnih ameriških mestih so razbile trgovinske centre. Treba je vedeti, da so advokati teh nevladnih organizacij takoj vse tiste, ki so jih zaprle z denarjem, pogosto, ki so ga prispevali ameriški zvezdniki, jih spravili na prostost, tako da to je bil nek dogovor, ki pa je seveda imel za cilj to, da so kot, bi rekel, povzročitelja vseh teh nemirov v medijih vedno prikazovali Donalda Trumpa. Verjetno je tudi to prispevalo k temu, da je potem izgubil te volitve, ne glede na to, zdaj ali govorimo, ali so bile štete glasovnic pravilno ali ni bilo. Zdaj, če je moj spomin pravi, zadnji poskus atentata je bil na Ronalda Reagana, ne, ko govorimo o nekem bivšem predsedniku ali pa aktualnem predsedniku. Takrat ni uspel, bilo je to tekom prvega njegovega mandata, na naslednjih volitvah je gladko zmagal, ne, tudi zadnjič recimo v Kaliforniji. Ne. Se lahko zgodi kaj podobnega ali ne? Torej, jaz bi rekel, da zmaga ne bo tako močna, torej bi se upal projecirati, da bo malce bolj tesna, kot je bila v primeru Reagana, vendar glede na dogodke bi še vedno se upal staviti, da je to, bi rekel, neka trdnejša pot k Trumpovi zmagi. Kaj pomeni morebitna zmaga Donalda Trumpa z vidika ameriške zunanje politike? V njegovem prvem mandatu ostri pozivi k pravičnem financiranju oboroževanju v NATO. Na svetovnem trgu se je Trump uspel nekako pozicionirati močno, ostro proti Kitajski. Kaj pričakujete? Kaj pa vojni v Rusiji oziroma v Ukrajini in v Gazi? Ja, zdaj nekaj treba vedeti, ne. Zdaj, lejte, pred približno 100 leti smo bili priča predaji, bi rekel, štafetne palice najmočnejše države iz rok Združenega kraljestva v ZDA. Prehod je potekal dokaj mirno, kajti ZDA so pravzaprav otrok Združenega kraljestva. V primeru sedanjega soočanja, torej neke nove bipolarne delitve sveta, Kitajska, ZDA, tega ni. Ne. Kitajska sigurno nima nekih močnih povezav z ZDA in ZDA se bo trudila z vsemi sredstvi obdržati primat. Zdaj, dejstvo je, da je kitajska gospodarska rast izjemna.
tudi, naprimer, gledal sem zadnje podatke, torej Evropa iz Kitajske uvozi približno 20% svojega uvoza, iz Amerike pol manj. Se pravi, ameriška gospodarska moč vse bolj zaostaja za Kitajsko. Tu Trump, ki je začel pravzaprav že ta spopad s Kitajsko, ki ga je potem Biden nadaljeval, tukaj bo ostala stalnica. Torej, Amerika ne bo popustila, Kitajska ne bo popustila. Je pa dejstvo, da, in to se pogovarjam tudi s kitajskimi diplomati, torej, da seveda Kitajci to dobro vedo in da njihova usmeritev je pravzaprav usmeritev na najnaprednejše tehnologije. Kitajci danes, torej nekdaj so izvažali neke potrošne dobrine, danes izvažajo kolektorje, poslali so rakete, torej najmodernejše tehnologije. Tako da Kitajska ostaja tu izredno nevaren tekmec ZDA. Kar se bo najbolj spremenilo v relaciji do Evrope in kar je, bi rekel, najbolj eksplicitno povedal tudi na konvenciji republikanske stranke podpredsednik Vance, Trump se ni hotel s tem obremenjevati, je politika do Ukrajine. Vance in seveda Trump smatra tudi zaradi negativnih izkušenj z Zelenskim, da je treba priznati realno stanje v Ukrajini in to je ruska zasedba Krima, ruska zasedba jugovzhodne Ukrajine in pravzaprav končati veliko vojaško pomoč Ukrajini. Brez tega, torej imamo potem situacijo novega zamrznenega konflikta. Če hodite po vzhodni Evropi, pojdite v Gruzijo, pojdite v sosednjo državo, kjer je Pridnjepr, v Moldavijo, kjer je Pridnjeprska država, kjer so pač ruske čete. Se pravi, Rusi bodo zasedli ta del Ukrajine in za nekaj časa, se pravi, vsaj za obdobje vladavine Putina, je to dejstvo, ki ga je sedaj Amerika priznala. Tu je seveda v veliki meri kriv tudi sam Zelenski, ki morate vedeti, da ni povezoval Ukrajino z ZDA, ampak jo je povezal z Demokratsko stranko. Torej, Demokratska stranka je Zelenskega in Ukrajino tudi prej nekajkrat uporabila v napadih na Trumpa. Tako da ima tudi tu Trump zelo slabe izkušnje, ne glede na to, da je tudi sam dajal orožje Ukrajini in tudi zaradi tega torej je morda ta odločitev, da se bo ameriška pomoč v Ukrajini verjetno zaustavila, je posledica torej te napačne politike Zelenskega, ki se je preveč povezoval z Demokratsko stranko. Ampak Evropska unija pa pošilja orožje v Ukrajini in je nekako poenotena okrog največje bruselske parlamentarne stranke EPP, da pač je potrebno stati z vsemi močmi za Ukrajino. Ursula von der Leyen je bila potrjena z drugim mandatom, ta politika se verjetno ne bo spremenila, torej bosta Evropska unija in ZDA tukaj zdaj na nasprotnih bregovih. Ne na nasprotnih bregovih. Torej, Ursula von der Leyen je seveda v svojem programu in svojem govoru pred izvolitvijo poudarila neomajno pomoč Ukrajini, poudarila je izdelavo letalskega ščita nad Evropo, vendar pomoč bo ostala, vendar bo nezadostna. Veste. Morate vedeti, da tudi Ukrajina, naprimer, po 3 letih vojne so sedaj prvič uvedli vojni davek. Se pravi, v celoti so prepustili financiranje vojne Evropi oziroma ZDA. Druga stvar je, da je približno povprečna starost ukrajinskih borcev je 43 let. Šele nedavno so znižali starost za vpoklic vojakov iz 27 na 24 let. A v Ameriki, jaz se spomnim, ko sem srečeval ameriške vojake v Evropi, 17 let jih vpokličejo. Se pravi, Ukrajinci so se namerno odpovedali 100.000 potencialnim vojakom. Približno 700.000 Ukrajincev je pobegnilo v tujino, se pravi, da tudi prav nimajo vojaške vrzine. Se pravi, Ukrajina je tu pokazala
sorazmerno slabo pripravljenost za spopad z Ukrajino. Ampak Rusija ni dobila te vojne, ne? Rusija ni dobila te vojne, vendar torej dejstvo je, da se Rusija iz tega zasedenega ozemlja ne bo umaknila in da če ne bo prišlo do sklenitve mirovnega sporazuma, je celo možnost, da Rusi zasedajo Odeso in da zasedajo Harkov. Tako da, torej moja napoved je, da bo v nekaj mesecih nujno treba skleniti mirovni sporazum, ki bo zaenkrat, bi rekel, zamrznil to ruske pridobitve v Ukrajini. Ampak kakšno bo to sporočilo, da Rusija, ko se spomni zasesti neko državo, pač se je treba z njo pogajati ali kaj? No, to je dolga zgodba potem, a veste, zdaj, to je dolga zgodba, kako se je pravzaprav začel ta konflikt, kaj je Ukrajina storila narobe, da je, torej jaz mislim, da to izzivanje Rusije, torej, a veste, ameriška napoved je bila, da bo Rusija ob resnejšem vojaškem spopadu razpadla. Ne. To je bila napačna predpostavka. Rusija pač kakorkoli je avtokratska država, ampak seveda zlasti v izrednih razmerah se ljudje nekako poenotijo in pravzaprav imamo zdaj verjetno situacijo, ko je Rusija še bolj poenotena okoli Putina kot prej. Ne. Vojna je takšna čudna situacija, in Putin seveda tudi treba je vedeti, da so razmerno spretno vodi to vojsko. Naprimer, on je izvedel samo eno mobilizacijo z nekaj 100,000 mobiliziranci, drugače je pa tako dvignil plače in profesionalne ugodnosti profesionalne vojske, da je pritok profesionalnih vojakov praktično zadosten. Ne. Tako da njegova popularnost tudi na tem področju ni okrnjena in verjetno se bomo z njegovo vladavino dolžni sprijazniti, torej vsaj za naslednjih teh let, ko ga še ima svoj mandat. Kakšen bo odnos Donalda Trumpa do NATO? No, jaz mislim, da je bil predvsem Donald Trump tu kritičen do tudi Slovenija, držav, ki niso izdvajale zadostnih sredstev za obrambo. Mislim, da je sedaj od 27 držav članic, da jih je več kot 20 so začele izdvajati teh 2%. A veste, tu je vedno dilema, ne, glede Amerike, tako glede vloge Amerike v NATO in NATO v Evropi, kot tudi Amerike, naprimer zlasti pri ameriških oporiščih na Japonskih. Ne. Kdo bolj potrebuje Ameriko, torej ali Amerika bolj potrebuje Evropo, ali Evropa potrebuje bolj Ameriko in enako tudi na Daljnem vzhodu. Ne. Se pravi, verjetno lahko rečemo, da je NATO neka obrambna linija proti Rusiji in deloma tudi Kitajski in enako seveda tudi v Aziji. Ne. Tako da to bojo tudi te vojaški strategi pač Trumpa prepričali, da brez NATO ne more. Ne. A je ocena prava, da pa ena stvar, ki se pa ne bo spreminjala, je pa odnos ZDA do Izraela, Jeruzalema? Absolutno. Tu je treba seveda vedeti, da Američani niso, tako bi rekel, nori glede svoje ljubezni do Židov, ne, ampak imajo zelo rado židovski kapital. Glejte, bili so primeri, ko je židovski kapital, torej Žide so tam združeni v nekaj zelo močnih, vplivnih organizacij, bili so primeri, ko je židovski kapital v celoti sfinanciral kampanjo Demokratske stranke za predsedniške volitve, ne, in seveda tudi za kongresne volitve. Ne. Se pravi, gre za močan lobi, ki temelji na denarju, in tu je ameriška podpora Izraelu neomajna. In seveda, tu se je treba zavedati, ne. Morda bo sedaj v teh preostalih mesecih do novembrskih volitev, torej en takšen možen, pozitiven dosežek Demokratske stranke bi bila lahko sklenitev premirja v Gazi. Se pravi, Bidenova ali Kamala Harrisova vlada si bosta morda prizadevala za sklenitev mirovnega sporazuma, kar bi torej prineslo točke in v svetu in v ZDA. Ampak Trump je tudi priznal, ne, takrat Jeruzalem za glavno mesto Izraela, ne? Ja, sej Trump je seveda tudi absolutni podpornik Izraela. Vidimo tudi, da, torej mislim, da ravno včeraj je izraelski parlament zavrnil možnost
dveh držav. Tako da seveda Bidenova administracija bo imela težko delo, torej da bi se Izrael eventualno umaknil iz Gaze oziroma pristal na dve države. Kako pravilna je pa vaša ocena, da demokrati zakuhajo več vojn kot republikanci, ali je to samo stereotip? Naprimer, če gledamo sedanjo administracijo, moramo povedati, da je zunanji minister ZDA Žid, ne, in tudi to je seveda razlog, da neomajna podpora Izraelu. Čeprav seveda tudi tu je deloma, torej tu sedanji spopad v Izraelu nikakor ne moremo, torej glede vojne v Ukrajini bi lahko razpravljali o vlogi ZDA. To je dolga razprava. Glede vojne v Gazi bi kvečemu lahko razpravljali o nesposobnosti nadzora denarja, ki so ga, torej milijarde, ki ga je in ZDA in Evropa pošiljala v Gazo, in namesto, da bi z njim izboljševali življenje ljudi, so kupovali rakete, gradili podzemne predore in potem je Hamas izvedel torej ta napad na Izrael in seveda zaradi tega je tudi Izrael rekel, torej Hamas bo ostal, mi ne pristanemo na možnost palestinske države, kajti Hamas se bo ukrepil in prevzel vodenje te države. Tako da torej tu recimo demokrati niso zakuhali te vojne, pri Ukrajini bi pa seveda lahko deloma trdili, da tako kot uporablja ZDA Tajvan kot nekakšen ščit pred Kitajsko, je deloma torej si zamislila tudi Ukrajino kot ščit pred Rusijo in tu je bilo torej nekaj tudi, ne vem, konkretno naprimer Victoria Nuland, torej do nedavnega pomočnica Blinkna, zunanjega ministra, je izjavila, da je 5 milijard dolarjev porabila, da so vrli legitimno izvoljeno ukrajinsko vlado. Skratka, Trumpova politika do Izraela se ne bo spreminjala, vojne v Gazi še ne bo tako hitro konec. Zdaj bomo videli, če bo to prioriteta Bidenove vlade, da bi morda skušali tu ta spopad končati in vsaj prikazati en dosežek na zunanje političnem področju. Čeprav seveda moramo reči, da na notranje političnem področju ima Bidenova vlada nekaj dosežkov. Torej, inflacija je nizka, gospodarska rast je ugodna, višja kot v Evropi, torej 3-4%, v Evropi je 1%, in tudi stopnje kriminalitete se znižujejo. Vendar torej ta sedanji Trumpov uspeh in obvladovanje položaja torej kažeta, bi rekel, slabo prihodnost Bidenovi ponovni predsedniški kandidat. Ker sva že skoraj na koncu, morda še vaš komentar na razplet volitev tajnih za predsednico Evropske komisije. Ja, von der Leyenova je sposobna birokratka, kot sem rekel, gospodarske razmere v Evropski uniji so ugodne, 1% gospodarska rast, inflacija se približuje planiranim 2%. Tu je seveda treba povedati, da je verjetno ZDA tudi močno podprla njeno kandidaturo. Nemčija se je v veliki meri, bi rekel, pridružila ameriškim zahtevam. Naprimer, Nemci so nedavno objavili nakup velikega števila letal F-35, s čimer so pravzaprav Nemci blokirali skupno razvojno strategijo s Francijo, kajti mi vemo, da je Evropa proizvajala evropska letala, fajterje, hurikane, in s tem so Nemci pravzaprav sprejeli ameriško orožje in pri Američanih je to izredno pomembno. Tudi druga stvar je, torej Nemci so pravzaprav sprejeli tudi ameriško nafto v zameno za sovjetski plin, tako da Nemčija je tu, bi rekel, stopila precej korakov proti Ameriki in sigurno so tudi Američani zato podprli nadaljnjo vodenje von der Leyenove, kot vemo, bivša ministrica za obrambo, ki je seveda sigurno bila zraven pri teh kupčijah med Nemčijo in Ameriko. Je pa precej jezen, med vsemi slovenskimi
evropskimi poslanci, mislim, da je samo Šarec javno dejal, da je podprl Ursula von der Leyen, ostali zelo kritični, ne. Češ, ne, za nami je 5 katastrofalnih let, nerazumen zeleni prehod in tako naprej. Ja, to pač še vedno, Evropska komisija še vedno vztraja na dekarbonizaciji, na zelenem prehodu. Vidimo, da Trump gre pravzaprav v nasprotno smer. Tu so neka ideološka načela, ki so dobra, vendar problem je, da so težko uresničljiva, ne. Torej, zaenkrat je pa, torej, kar pa je plus pri von der Leyen, torej, zagotovila je močnejšo evropsko obrambo, za 3-krat namerava povečati število stražarjev na morju in na kopnem, torej izoblikovati nek letalski ščit nad Evropo in seveda Rusija se je takoj oglasila, češ, da je to militarizacija Evrope, tako da pač ona nekje je balansirala med različnimi zahtevami, vendar dejstvo seveda, da je članica Evropske ljudske stranke, ki je v koaliciji socialisti in demokrati, je pravzaprav, kot smo videli, zagotovila zadostno število glasov, pravzaprav bistveno večje kot v prejšnjem mandatu. Je to tisto po vaše, kar so Evropejke in Evropejci želeli s svojim glasovanjem na zadnjih evropskih volitvah? Ne, marsikdo je pričakoval obrat bolj v desno. Ja, dejstvo je, da je Evropski parlament pač zelo raznorodno sestavljen. Imaš noter bivše komuniste, imaš noter nacionaliste, ki zahtevajo suverene države. Ona se je tu pač zavzela za bolj povezano Evropo, naprednejšo Evropo. Jaz bi rekel pač, da nek kompromis je bil z njo dosežen in torej, jaz bi rekel, čeprav ni najboljša izbira, je še vedno nekakšna izbira, ki zagotavlja, da bo Evropska unija vsaj v teh časih, torej močnih preizkušenj, ostala skupaj in nadaljevala svojo pot. O tem, da je Evropska unija torej nujna in koristna za Slovenijo, pa seveda ni dvoma, ne. Ja, morda samo še komentar na neke vrste ignoriranje Madžarske, ki predseduje Svetu Evropske unije. Torej, to je res, da Orban, bi rekel, solira, čeprav po drugi strani je pa treba, zdaj, ne? Je pa prvi izmed voditeljev držav članic Evropske unije, ki se je zavzemal za premirje v Ukrajini. Sej to sem hotel reči, ne? In on je obiskal Trumpa. Sprav, ko je obiskal Trumpa, mu je Trump verjetno sporočil, mi bomo nehali financirati Ukrajino, naredite nekaj na tem področju. Tako da v tej luči tega, ne, je pa njegovo soliranje deloma sprejemljivo, kajti seveda mirovni sporazum, kot sem že rekel, je nujen, ustavitev spopadov v Rusiji je nujna. Torej, napaka je predvsem to, da je to soliral brez dogovora z drugimi evropskimi institucijami, ampak sigurno je, da mu je Trump dal torej določene smernice glede Ukrajine, ki, kot sem že rekel, se bomo mogli z novim stanjem in s Putinom pač sprijazniti za nekaj naslednjih let. Gospod Ferfila, najin čas se je iztekel. Hvala, ker ste bil moj gost na Domovini. Ste seveda enciklopedija znanja in verjamem, da smo se vsi skupaj marsikaj novega naučili. Hvala. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Sledi kratek poletni premor. V drugi polovici avgusta pa smo s podcastom Vroča tema spet nazaj. Lep preostanek dneva. Nasvidenje.